Ne samo udeleženci usposabljanj, v tem času so tudi vsi sodelavci gasilske šole oziroma izobraževalnega centra za zaščito in reševanje vložili vse napore za to, da so imeli udeleženci vse pogoje za izvedbo. Generacija poklicnih gasilcev je pripravljena na izvedbo prikazne vaje. Prosim vas za odobritev vaje. Poroča vodja usposabljanja Marko Zibelnik. Lahko začnete. Razumem. Za izvedbo vaje, prosto! V zadnjem nasprotju je tudi stanovanje. Seveda so gasilci spoznali z osnovnimi gasilskimi veščinami, seveda so pa to znanje nadgradili z danes, da gori. To gorenje, če bi prehajalo samim plamenom na zunanjo stran, pa dvema gasilcema, ki ga seveda sedaj neseta na neko skupno točko, kjer je namenjena za prvi pomoči, ne širi v zgornja nadstropja, kot so seveda znani požari iz tujine, kot recimo, ko se je požar širil preko, ne govorimo potem posamezno stanovanje po horizontali. Tiste ključne točke, katere pa gasilci izvajajo, ter izrazili za samo prezračevanje, to pa je avtolestev. Torej, s pomočjo avtolestev lahko zagotovimo pot evakuacije gasilcev, ki bi morda osnovna pot preprečila izhod, zaradi kakršnega drugega razloga. Je ostal ukleščen voznik, je potrebno hitro stabilizacijo s vsemi zbozami. Verjetno gre za voznika traktorja, ki je bil udeležen v sami prometni nezgodi. Sam traktor je ostal na breku, se pravi, rumeno pinjalo, pripravljajo mesto, kamor se bo dagala oprema in pa orodje. Za razliko, se pravi, ne povzročajo orodje z pomočjo hidravličnega razpirala, so sedaj odstranili vrata, se pravi voznikova komposilo in pa seveda prenesijo. Kaj se tukaj samo gasilci v realni situaciji za samega posredovalca. To je vse zdravstveni pomoči, ki ga poleg slučaj nujne medicinske pomoči uporabljajo tudi vse gasilske enote širšega problema. Navadno se moramo za uporabo zaščitne opreme, kot smo že omenili, zaščitne oči, čelade, rokavice, moramo izničiti na minimalno možnost. Sama tehnika iznosa uporablja se tako imenovan hiter iznos na zajemalna nosila. Morda se publiki zdi reševanje dolgotrajno, vendar gre za večene postopke in ljubimo zato uro. Sicer Janžič Drago, 107. letalska Roma Jure, gasilsko reševalna služba, Plača Žiga, podjetje Nikoli Ljubljana, iz Jesenic, Ferek Žiga, iz To se napravljalo je precej gasilcev, tudi na tej intervenciji, tudi tukaj poslikamo na tvojih podatkih, da gre za žveplo, ki se tudi bo Boštjanu še nekaj povedala, in pa seveda rešiti človeka, kateremu ne moremo drugače pomagati, razen z hitrim iznosom. Torej, hitri iznos dovoljuje gasilcem in v nadaljevanju lahko ugotavljamo, da se seveda tukaj le nešena v to rdečo cono, kot jo lahko rečemo, to je cona, kjer je izlita tekočina, skušajo nekako postaviti neke barijere, pivnike, da to ne gre v neke vodotoke, v neke cevi, v neke kanale, vendar pa v nadaljevanju potem seveda dokončno zaustavljanje samega iztekanja, pa terja nekoliko več časa. Osnov tega je to, da ta izdihan zrak preprečuje vdor kontaminiranega zraka, vkolikor bi bila zadrga slabo zapeta, oziroma vkolikor bi prišlo do poškodbe obleke. Potrebno je območje označiti, to so označili gasilci s traki, vkolikor je območje nekje tako, kot je danes, da so v zraven tudi neke ograje, takrat ni potrebno dodatno vlečiti
cestišče, jezero ali dodatne obrazane odbore vsega nekaj takega. Vsaka prometna nesreča lahko rečem, da tudi nesreči različne nevarne snovi. In bodo seveda dokončali vso to intervencijo tako, kot se spodobi in kot je seveda tudi pravilno. Boštjan, tudi gasilci na tej točki zaslužijo aplavz.